Ali se iz nas delajo norca? Tako se sprašujejo v velenjski ljudski iniciativi potem, ko je komunala ceno variabilnega dela za ogrevanje znižala za 0,7%. Od župana Dermola zahtevajo, naj cene občutno zniža ali pa odstopi. Kako jim odgovarja župan? Potem, ko je velenjska komunala za pičlih 0,7% znižala ceno variabilnega dela toplote za ogrevanje, je civilna iniciativa županu poslala pismo z ultimatom: ali občutno znižajte cene ali odstopite. V iniciativi so prepričani, da se s tako majhno pocenitvijo iz njih delajo norca. Župan pa odgovarja: ne vem, zakaj bi odstopil, če nisem naredil nič narobe. Sandra Boršič. To je pismo, ki so ga danes iz velenjske ljudske iniciative poslali županu. Župan je 2 meseca zdaj zatrjeval, da on ni pristojen za določenje cene toplotnega ogrevanja, mi pa danes dokazujemo, da je temu drugače. In tako jih je še velenjska komunala razočarala z novicom, da bo 1. marca spustila ceno variabilnega dela toplote, a tokrat za 0,7%. Občini Velenje in Šoštanj pa bosta ceno toplote za marec in april subvencionirali s 5 evri na megavatno uro. Absolutno ni dovolj, to je absurden podatek. Mi se sprašujemo, če se kdo iz nas dejansko zafrkava. Kot župan seveda neposrednega vpliva na variabilni del cene toplotnega ogrevanja nimam. Pa to ljudska iniciativa želi razumeti ali pač ne. Enostavno takšna so dejstva. Kako je torej lahko svet ustanoviteljev komunalnega podjetja Velenje, katerega je član tudi župan, vendarle lahko spremenil ceno? Torej ne, da smo mi samoiniciativno to ceno znižali v variabilnem delu, ampak je bila to posledica tega, da je Termoelektrarna Šoštanj znižala to ceno. A za ljudsko inicijativo to ni dovolj. Vkolikor ne bo spremenil cene in vkolikor ne bo začel govoriti resnice, zahtevamo od njega legitimno odstop. Če sem karkoli naredil narobe, če sem kršil kakršnekoli pristojnosti, seveda bi o tem takoj tudi razmislil in se tudi zamislil. Če pa ničesar ne narediš narobe, pa ne vem, zakaj bi seveda kot župan tudi odstopil. Na ministrstvu pa opozarjajo, da imajo lokalne skupnosti za razvoj in posodobitev oskrbe s toploto iz daljinskega ogrevanja na voljo subvencije. Sredstva so, a interesa ni. Velenjska občina tako do zdaj, kot pravijo, denimo ni predložila nobenega projekta na ta razpis. Kljub našim pozivom ni bilo nikakršnih sredstev za to, da bi lahko se mi prijavljali za obnovo tega toplovodnega sistema na posamezne razpise. Velikokrat je bil izgovor tudi to, da ne bodo podpirali ogljičnih virov. Razloge, zakaj je cena ogrevanja v občini takšna, kot je, pa morajo pojasniti občinske službe, še dodajajo na pristojnem ministrstvu.